Tedni vseživljenjskega učenja potekajo že 27 let, sodeluje pa tudi Ljudska univerza Murska Sobota. Letos smo območni koordinator in tudi organizator parade učenja, ki je potekala 25. maja 2022, ki smo jo izvajali v mobilnem in stacionarnem delu, oziroma smo organizirali mobilni del, kjer smo se sprehodili po različnih točkah v Murski Soboti. Potem pa smo se osredotočili na dogajanje na stojnicah na Trgu kulture. Tukaj se je predstavljalo okrog 16 različnih izvajalcev. Projekt Poni je model podjetniškega udejstvovanja. Vsi prijavljeni smo se prijavili za svojimi poslovnimi idejami. Znotraj projekta imamo svoje mentorje. Tudi sama sem se prijavila za svojo poslovno idejo turistične gostinske točke na Goričkem. Je pa zdaj prihaja nova sezona novih ponijevcev in sicer do 6.6. Zdaj do junija imate možnost, da se tudi sami prijavite za kakšno svojo idejo in se poskusite malo v podjetništvu. Paradi učenja predstavljamo merjenje pritiska, kakšno masažo napravimo, tudi kaj lepega povemo naše šole, predstavimo naše programe, malo šol predstavimo, komuniciramo z mladimi pa starejšimi ljudmi, pa tudi imamo čarobno škatlo, čarobno napitek, tudi imamo lepe misle, ki dajo človeku fejst veliko energijo. V današnji stojnici smo probali prikazati predvsem naše učenje, kako se učimo za življenje. Pogovorili smo se, podružili, izvedli marsikaj od starejši tudi od nas, tako da je fajn bilo sploh druženje s starejšimi ljudmi. Danes se na paradi učenja predstavljamo predvsem z našo knjigo, to je Doma ljubezen, ki je nastala v sodelovanju z pisateljico Karolino Kolmanič. Na to knjigo smo posebej ponosni. Knjiga je napisana v lahkem branju, prav tako smo prinesli tudi naše mislice, naše letno gradivo, tudi napisano v lahkem branju in še nekaj izdelkov iz našega zaposlitvenega programa, vezanih na učenje, na knjige, to so knjižni ovitki, tabla za pisanje in risanje s kredo, to, kar so včasih imeli v šolah. Poleg tega pa v naših delavnicah nastajajo še različni drugi izdelki. Danes na paradi učenja se predstavljamo z romsko kulturo, z literaturo, izdelujemo amulete za srečo, imamo tudi romsko nošnjo, ki jo predstavljamo obiskovalcem. Imamo pa tudi kviz na romsko tematiko, tako da so vprašanja, kakšna je romska zastava, kakšna je beseda pravilna za Rom ali Cigan in pa podobno, tako da se naučijo kaj tudi o romski skupnosti. V sklopu parade učenja pa je bila organizirana tudi razprava o Evropskem letu mladih, mladi oblikovalci modernega sveta, v kateri so nastopali gospod Igor Resih, koordinator Evropskega leta mladih v Sloveniji, dr. Milan Brglez in dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota.